Lepo pozdravljeni v novembrskih zvezdnih vplivih. Sem Andreja Novak, astrologinja, diplomirana dizajnerka in raziskovalka zanimivih energij, ki nam lahko izboljšajo kvaliteto življenja. Kaj nam prinaša november? Pestro bo. In sicer 4. novembra Mars pride v znamenje Strelca, kar pomeni, da boste potovalni, želeli si boste izletov, potovanj daljših in tudi izobraževanj, tako da skrbno izberite, kam boste se usmerili, saj bo to za daljši čas. 5. novembra se zgodi polna luna v Biku, kar pomeni, da boste praznovali, uživali življenje in da takrat ni čas za diete. 6. novembra gre Venera v znamenje Škorpijona, poglobi strast, poglobi tudi odnos do sebe in če imate kakršnekoli fizične težave, povzroči proces samozdravljenja, kajti zmorete takrat več sprejeti spoznanj in dobre energije kot sicer. 8. novembra retrogradni Uran sprosti oziroma se vrne nazaj v znamenje Bika in še zadnjič omogoči v enem obdobju, da naredite spremembe v materialnosti na področju materialnih dobrin, nenadne spremembe ali spoznanja, ki vam spremenijo življenje. 9. novembra pa gre Merkur v retrogradno fazo, kar pomeni, da od 9. novembra do konca novembra ne počnite nič takšnega, kar bi nekako povzročilo novosti, se pravi, ne iti na nove randije, na nove zmenke, ne podpisovati novih pogodb, ne kupovati nove elektronike, avtomobila, aparatov, ničesar na novo, kar niste se že prej dogovorili. Tako da to je eno obdobje počitka, načrtovanja navznoter in delovanja na vsem, kar je bilo že prej začeto. 11. novembra gre Jupiter v retrogradno fazo, kar bo odlično, saj boste lahko globlje ponotranjili svoje čustva, odkrili svoje iluzije, zmote in tudi se pozdravili na temo odnosov, tudi družinskih ali partnerskih. 19. novembra retrogradni Merkur se vrne nazaj v Škorpijona in povzroči ene takšne globlje zamere, da pridejo na plano. Lahko boste ugotovili, kje iz otroštva ste čemu ali komu zamerili, zakaj vas nekaj ustavlja in to je idealen čas, kajti 20. novembra se zgodi potem mlaj v Škorpijonu, kar pomeni, da od 21. novembra dalje lahko na novo štartate predvsem čustveno življenje, ki vam bo dalo veliko podporo v plus. 22. novembra gre Sonce v znamenje Strelca in začenja se tisti praznični čas, ko ni več nič tako pomembno, ko se je pomembno družiti, se veseliti in tudi kaj dobrega ušpičiti. Dogodivščine so z Soncem v Strelcu vedno prisotne. 28. novembra gre Saturn direktno iz retrogradne faze, ki je bil v Ribah, kar pomeni, da se zaključuje zadnja, recimo, kozorogova in ribja rast na temo zatiranja lastnih čustev. Od 22. oziroma od 28. novembra dalje ste rešeni enih čustvenih preprek, zatiranj in prava spoznanja bodo imela ogromen vpliv na vaše dobro življenje. 29. novembra gre Merkur direktno, kar pomeni, da se december obeta pozitiven, aktiven in predvsem sproščen. Tako da 29. novembra še nič ne štartite na novo, tudi 30. ne. Počakajte do 1. decembra, da štartate nove dogovore, ljubezenske veze in podobno. 30. novembra gre Venera v znamenje Strelca, kar še pospeši praznične dni, tako da bo december pester, zanimiv, predvsem za Strelce in tudi za vse ostale. Kaj pa vam kaže konkretno na vaše znamenje za mesec november? Ovni se boste ukvarjali s svojo samopodobo, malo boste želeli shujšati, se natrenirati, nekaj narediti vezano na fizični izgled in samozavest, lahko da se boste zaljubili, lahko da bodo iskrice strasti skočile čez plot, nekaj se bo dogajalo na to temo in to vas bo nekako upogumilo, da boste šli v eno bolj zdrav način življenja.
Biki se boste ukvarjali z materialnimi dobrinami, s hrano, z uživanjem, pa tudi z nego fizičnih dobrin, avta, hiše, vse, kar je vaše, vam bo izjemno pomembno in se boste nekako ukvarjali s tem, kako ohranjati vrednost svojim materialnim dobrinam. Dvojčki boste seveda v novembru se sprostili, oktober je bil prehud, tako da vam bo malo udarilo na otročje, iskali boste izgovore za izlete, za norčije, za zabave in veliko tega se bo v začetku novembra dogajalo. V drugi polovici, ko pa gre Uran nazaj v znamenje bika, boste prisiljeni pogledati v svoj bančni račun in se umiriti, kar se tega tiče, saj bo potrebno postaviti meje tudi, kar se tiče zapravljanja in pa meje, kar se tiče nege in pa skrbi svojega zdravja, pa tudi svoje službe. Nič ne bo večno, tako da pazite na zdravje in tudi na svojo službo. Raki boste srečni v novembru, polni kreativnosti, entuziazma, želeli si boste biti v ospredju, lahko, če želite povečanje družine, v novembru je čas za to, idealni pogoji so za zanositev, tako da raki na polno boste se ukvarjali z družino in tudi z sproščenostjo glede tega, tako da november vam bo prinašal zanimive predloge, kam se življenje lahko usmeri. Levi boste v mesecu novembru zelo previdni, zdravstveno boste se zavedali svoje rahlosti in tudi v službi ne boste ravno pretirano zaupljivi, namreč sonce v Škorpijonu vam bo dalo tisto nekaj instinkt, da ne zaupate vsakomur in to se bo tudi pokazalo za koristno. Tako da levi previdno v prvi polovici, v drugi polovici se boste sprostili, ko bo jasno, kaj nekaj ni v redu. In se boste ob koncu meseca novembra imeli veliko priložnost za velik efekt na ljudi. Če imate kakšen dogodek, ki ga želite načrtovati, ga načrtujte po 23. novembru, ko bo sonce že v Strelcu. Tako da levi po konec novembra bo super, vmes pa boste videli, kako vam instinkt služi. Device se boste ukvarjali predvsem z odnosi, želele boste si zagotoviti en mir, trajnost lahko tudi, da boste želele se poročiti, preskočite v novembru to željo, kajti v novembru, ne vem, če poznate ta slovenski pregovor, da v novembru se poročajo vdove. Tako da ni november mesec za poročanja, ampak je mesec za razčiščevanja in device si boste razčistile vse vezano na odnose. Lahko, da se boste preselili ali se bo preselil vaš partner ali vaša simpatija, tako da dogajanje bo močno vezano na partnerski odnos. Tehnice boste v novembru nekako sproščene, odnosi vam ne bodo delali preglavic, nihče vas ne bo niti opazil, tako da ne boste v prvem planu, ljudje vas bodo puščali v miru, ko bo prišla Venera v Škorpijona, se boste, to bo že kar 6. novembra, se boste umaknile vase, v naravo, v meditacijo in se večinoma posvečale temu, kar si želite razčistiti sami sabo oziroma svojimi čustvi na dolgi rok. Škorpijoni boste imeli srečo, sonce bo v vašem znamenju, Venera tudi magnetni privlak bo velik, lahko da boste imeli priložnost skoka čez plot, če ste samski, bo čas za ljubezenske simpatije, za iskrice strasti, predvsem pa ne biti takoj zadovoljni, izbirajte med vsemi simpatijami, ne se zadovoljiti s prvo, kajti ne boste zadovoljni, iskali boste več, hoteli boste več, tako da november vam ne bo dal tega odgovora, boste pa zadovoljni z dogajanjem.
Strelci, boste v novembru srečni, veliko se bo dogajalo na temo komunikacije, to vam je že dovolj, da se potem stvari spremenijo, lahko da se boste odločili za potovanje, izobraževanje ali selitev, ki jo boste izpeljali lahko zelo na hitro v začetku novembra ali pa potem kasneje lahko tudi drugo leto, če ne boste takoj impulzivno sledili dogajanju. Kozorogi, imate v mesecu novembru priložnost, da sledite usodi na lep način, podporo imate, Saturn bo šel direktno smer, kar pomeni, da boste končno razrešili stare čustvene neke zaplete in se spravili v eno smiselno obliko ter tudi naredili prave stvari na pravi način. Saturn v Ribah vam bo dal podporo v direktno smer, kar pomeni, da boste končno tudi razčistili z vsemi tistimi, ki vam gredo na živce, da se bo to stvari poštimale. Vodnari, boste imeli priložnost za velika prijateljstva, za druženje s prijatelji, sploh na začetku meseca novembra. Pestro bo, zanimivo bo in s tem boste tudi dobili ogromno priložnosti za nove materialne dobrine. Če se boste izogibali druženju s prijatelji, lahko da te priložnosti izginejo, saj boste preko prijateljev dobili izjemne priložnosti za nove zaslužke ali za nove posle, projekte, karkoli. Tako da ne biti vodnarji v novembru doma, odprite se za povabila, ponudbe ali vi povabite impulzivno tistega, ki se ga začutite, da želite z njim na kavo ali čaj. Ribe, imate v mesecu novembru odlično priložnost ponovnega rojstva. Tako kot zvezde kažejo, se lahko združite same vase, povežete s sabo in se prezentirate svetu na nov način. Jasno vam bo, kaj si želite, zvezde vam pri tem podpirajo in prvi del novembra boste morali iti navzven, se potruditi, da pokažete svoj interes, potem se bo pa vse samo zlagalo, če boste to naredile dovolj hitro in dovolj dobro. November bo za vas dober, stvari se bodo pošlihtale na pravi način in končno se boste lahko sprostile po dolgem času. Lep november vsem, sledite svojemu srcu, intuiciji in zvezde bodo na vaši strani. Srečno!